Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Znova ena tema, ki nam je že kar poznana. Kaj pravzaprav pomeni postavljanje mej? O tem smo že govorili, o tem sem že posnela oddaje, pa vendarle vidim, da se v delu z vami, v kontaktu ena na ena, v svetovanju, ko pridete k meni in rečete, kaj za vraga v teh mojih številih, da se vedno znova to ponavlja, pa sem povedala, pa sem prosila in tako naprej in tako naprej. Vidim, da se pojavlja ena taka rahla rdeča nit, kateri se bomo posvetili danes takoj na začetku. Ponovili bomo 6 ključnih korakov za postavitev meje, povedali bomo nekaj majhnih trikov, s katerimi se mogoče lahko pomagamo nabustati svojo samozavest in si pomagati v tistih dnevih, ko vemo, da se bomo mogli postaviti zase. Pričeli bomo pa tokrat, bom rekla, z osnovami. Kaj pravzaprav je? Torej, kaj pomeni postaviti mejo? Toliko govorimo o temu, ljubezen do sebe, postavljanje meja, postaviti se zase in tako naprej. Nega sebe, ampak kaj to sploh v praksi, v vsakodnevnem življenju pomeni? Jaz venomer ponavljam, da kot prvo se je potrebno jemati resno in da to dosežemo. Pravzaprav, dragi moji, zakaj čutimo potrebo postaviti mejo? Če gremo še en korak pred tem, da mi zdaj tam vihtimo neke meče in sulice in smo celi zagnani in odločni. Običajno nas nekaj zaboli, običajno nas nekdo razočara, običajno gre za nek dogodek, nekaj, kar pravzaprav prebudi v nas potrebo po tem, da postavimo mejo. In običajno to ni nekaj lepega, ali smo jezni, ali smo prizadeti, mogoče smo žalostni. V prvi vrsti, kar vam polagam na srce, če je to vse, kar si boste zapomnili današnje oddaje, vso pravico imate čutiti, kar čutite. Se pravi, če imate na drugi strani sogovornika, ki je lahko 3 leta star otrok, kdo nam ne preizkuša meje bolj kot 3 leta star, preutrujen otroček. Tudi če imate na drugi strani najstnika, o moj bog, no saj smo bili tudi mi taki, če smo iskreni. Tudi mi smo našim ta starim kravžljali živce, sem pa kaj. Tudi če imate na drugi strani šefa morda, partnerja, partnerko, ki morda še ne zna primerno komunicirati. Mogoče imate na drugi strani pa res totalnega bulija, nekoga, ki pač res hoče uveljaviti svojo voljo, je nasilen v komunikaciji, venomer žaljiv ali žaljiva, da ne bo izpadlo, da to so samo moški. Ne glede koga imate na drugi strani, dragi moji, to, kar vi čutite, ste vi in do tega imate vso pravico. Vi, pa prav nihče drug. Se pravi, če jaz izjavim nekaj, kar vas prizadene, imate vi pravico definirati, poglej Lili, tole mi ni bilo všeč, s to izjavo si me prizadela. Pika, konec. Nimam jaz pravice zdaj reči, kva si spet tako občutljiva, pa joj si tečna, imaš PMS, boš spet menstruacijo dobila, pa spet neko dramo delaš, pa nimam živcev za to, pa kako se ti da. Ne. Ne. Vi meni poveste, kje je vaša meja. Drugo, kar je zelo pomembno, ne opravičujte se za to. Ne opravičujte se za to, ker je vas nekdo prizadel. Veste, koliko vas pade v ta destruktiven krog. Želim povedati, kaj me je prizadelo, želim odpreti pogovor in potem druga oseba vas prevlada in potem se vi opravičujete, ker si ne želite izgubiti te osebe. Zdaj pa tako, vsi, ki ste bili pri meni na podobnih svetovanjih, veste, da sem zelo direktna, da jaz povem točno to, kar mislim, točno to, kar vidim v vaših številih in da vas prav nič ne ujčkam, tako da vas tudi zdajle ne bom. A ste prštimani? No. Tista oseba, ki ji dol visi, ali vas je prizadela ali ne, bi si jaz želela, da je oseba, ki je ni v vašem življenju. Še enkrat bom povedala. Tista oseba, ki je vse eno, da je z neko besedo, z neko gesto vam povzročila bolečino, stisko, sprožila strah, neprijetnost. Tista oseba, ki ji za to ni mar, tista oseba, ki bo morda rekla, ali vas celo zaničevala zaradi tega in bo rekla, kaj pa je to je pa brez veze, mene to ne briga, jaz takšna sem. Tista oseba naj nima ključnega pomena v vašem življenju, razen če je to res vaš 3 leta star otrok. Razen če imate na drugi strani resnično 3-letnega malčka, ki zaradi svoje nemoči potem pade v agresijo in saj vemo. Ne bom te povabil na rojsten dan, ne maram te več, nisi moja mama, nisi moj ata, ne vem koga že bi rajš imel za starše.
Samo vaš 3 leta star otrok vam lahko to reče, pa prav nihče drug, tudi 15 let star več ne. Kajti vi ste pomembni, vaše doživljanje je pomembno. In zdaj tako, če rečemo, da je tole v življenju zaloga prostora za naše prijatelje, sodelavce, partnerje in tako naprej. Poglejte, zadaj so bele rožice, spredaj so barvite rožice, ampak nekoč se ta kapaciteta vaze konča. Vi polagate te osebe noter. Dobro, otroka se ne boste odrekli, to je že res. Starše ne boste kar skozi okno vrgli, to je res. Ampak vse ostale osebe so osebe, ki jih vi izbirate. In so lahko vam doprinos ali pa ne. In zdaj, če vas vprašam, veste, ker to mi je tako zanimivo, kadarkoli to delamo na svetovanjih 1 na 1. Ko vas vprašam, ko govorimo o partnerstvu, če bi bila to vaša hčerka in bi vaša hčerka pri nekih 18, 22 prišla k vam in bi rekla, mami, to pa to mi je rekel, kaj bi rekla? Večinoma začnete kar vihati rokave in ste cele razborite, da to pa že ne, da njena vaša hčerka si pa zasluži bolje. Zakaj ne vi? Zakaj si vi ne zaslužite enako dobro kot vaša hčerka? Če vas vprašam, da si prekličite, oziroma vas prosim, da si prekličite v misli osebo, ki jo imate neznansko radi, in ta oseba vam reče, poslušaj, tole pa mene zaboli. Ali boste pazljivi naslednjič, da ne boste tega naredili? In vsi mi rečete, seveda, saj imam to osebo rad oziroma rada in si želim, da bi bila ta oseba z mano srečna in bi se ob meni počutila dobro. Zakaj točno so potem v vašem življenju osebe, ki dokazujejo, da jim je vseeno, kako se vi počutite, dokler je njim dobro? Pa bom rekla takole, vsi imamo kdaj boljše pa slabše dneve, pa verjamem, da kdaj vsi bevsknemo nazaj, pa verjamem, da kdaj vsi v danem trenutku morda ne zmoremo te zrelosti, da bi rekli, oprosti, nisem se zavedal oziroma zavedala, da to ravnanje, te besede, te stvari tebe zabolijo, bom v bodoče se potrudila bi bolj pazljivi. Vsi imamo kdaj slab dan, pa tega ne zmoremo. Pomembno je, da opažamo, komu je venomer vseeno, kdo vedno znova prehaja vaše meje in kdo ne, komu se to zgodi, pa mogoče malo spodrsne še kdaj, a ne? Torej, ne opravičujte, ne utemeljujte se nikomur, če vas nekaj prizadene. Ampak izbirajte ljudi, komur te meje morda ne bo potrebno postaviti. Za marsikoga, če damo nekaj plastičnih primerov, poznam veliko ljudi, ki so zelo sočutni do živali, zato ne jejo mesa, zato so zelo pazljivi v svoji izbiri kozmetičnih izdelkov, stvari, ki jih oblačijo, obuvajo in tako naprej. In zdaj, ti ljudje se lahko bockajo s tistimi, ki so hudi mesojeci, ali pa se družijo z ljudmi, ki podobno razmišljajo, podobno ravnajo. In to velja za vse v našem življenju. Pa imate lahko to drugo osebo še tako radi. Ta druga oseba je lahko zlatega srca za sodelavce, za prijatelje, za svoje starše, za svoje drage. Morda pa je tisto najtežje in najbolj boleče, rekla sem, da bom direktna, sprejeti dejstvo, da tej osebi ni dovolj mar naše dobro, naša sreča in mi. To je tisto, kar običajno nam preprečuje, da bi rekli, ok, jaz resno mislim, ko postavljam to mejo. Kaj zdaj točno to pomeni? Tja, ko mi postavimo mejo, to ne pomeni, da mi vedno znova ponavljamo, kje ta naša meja je. Se pravi, če damo zelo tak klasičen primer, denimo, da nas zelo moti, da nekdo orang zamuja. In ta oseba vedno zamudi 15-20 minut, pol ure, brez da bi prej povedala, brez da bi se opravičila. Se pravi, nekako razpolaga z našim časom. In če zdaj mi te osebi to povemo, poslušaj, meni mi pa tole ful ni kul, glej, tle te 20 minut čakam, lahko bi teh 20 minut počel oziroma počela nekaj drugega, deva se zmeni, da če zamujaš, vsaj obvestiš pravočasno. To je lahko tak prvi pogovor, ampak če zdaj vi vidite, da ste to enkrat povedali, dvakrat povedali, 6krat povedali, človek pa še kar zamuja, ker ti to običajno od vas slišim. Saj sem povedala, saj to sem pa rekla, to sem ji pa zabičal. Lejte, to nič ne pomaga, to, da vi nekomu vedno znova nekaj ponavljate, a veste, se lahko na drugi strani razume kot prošnja, predlog, to, da ste vi tečni, to, da ste pikolovski, to, da težite, baba je spet tečna, dec je spet zoparan, šef pa spet slab dan, in tako naprej.
Postaviti mejo pomeni, da je določeno obnašanje osebe nedopustno, za nas nesprejemljivo, torej ne bomo izločili te osebe z našega življenja, ne bomo ukazovali tej osebi, ne bomo kaznovali te osebe, ne bomo prosili in moledovali te osebe, ampak bomo spremenili sebe. Se pravi, če ste nekoga 6-krat prosili, 6-krat povedali, da pač zamujanje je nekaj, kar vi ne tolerirate, ne boste več čakali, počakali boste 5 minut, boste ostali in šli. In se ne boste opravičevali za to in ne boste klicali, kje je, in ne boste prosila, ja, da je malo pohiti in tako naprej. Vstali boste in šli. To je bistvo postavljanja meje. Kajti, če se grem zdaj jaz postavljati mejo, serijskim morilcem in rečem, poslušaj, to je pa meni totalno nesprejemljivo, jaz umora ne toleriram, to se zdi meni popolnoma what the hell, a ne? Kaj mislite? Kaj se bo zgodilo? Ali pa če grem jaz tja v Afriko, pa enemu levo rečem, veš kaj ti jaz povem, dragi moj lov, si ti kralj živali, pa bla bla bla, pa bla bla bla, ampak meni se to zdi tako brez veze, ne moraš kar vse kar videti spojesti. Ja, neč, smejal sem, me bo imel za večerjo. Torej, dragi moji, postavljanje mej ni ključno usmerjeno v spremembo obnašanja druge osebe, ampak v spremembo obnašanja nas, če vidimo, da se meje še vedno kršijo. In še nekaj vam povem. Če ste v svojem življenju preveč prijazni, preveč potrpežljivi, preveč strpni, osebe, ki jih imate v življenju, ko boste začeli postavljati meje, absolutno ne bodo navdušene. Se pravi, nekdo, ki rad zamuja, da kar pri tem primeru morda ostanemo, vam ne bo ploskal, bravo, zdaj pa končno si kar šla oziroma šel in me nisi počakal. Ne, jezni bojo, užaljeni bojo, vi boste problem, na vas bodo kazali s prstom, kot da ste vi naredili nekaj narobe. In tu je najbolj ključen trenutek postavljanja mej. Tu običajno popustimo, se začnemo opravičevati, začnemo ponavljati in lajnati vedno ente isto. In če gremo nazaj, ko smo bili mi stari 15 let, ko so naši starši nam ponavljali ente isto, boš videl, kaj boš toliko star, kaj sem jaz, boš videl, kaj boš imel svoje otroke, boš videl, kaj boš to, boš videla, kaj boš uno. Ja, moj bog, a ne, kaj vse bomo mi videli in kaj vse smo mi mislili, da smo bolj pametni kot naši ta stari. Glejte, točno tako osebo imate na drugi strani, pa imate lahko še rajši na svetu. In dokler vi ne boste spremenili svojega obnašanja, ja, ljuba duša, zakaj bi jo pa oni? Oziroma, zakaj bi ga pa oni? Če torej jaz venomer zamujam, in to pomeni, da vi boste prvih 5 minut mi nabijali o tem, kako jaz zamujam, boste pa še vedno tam, zakaj bi potem jaz se potrudila priti prej? Pravzaprav, če smo zelo iskreni in si nalijemo čistega vina, marsikdaj mi enablamo, se pravi, omogočamo obnašanje, ki za nas ni sprejemljivo. In velikokrat, kar mi menimo, da je sprejemljivo in kje so naše meje v realnem življenju, malo ne pije vode. Jaz poznam ogromno žensk, ogromno punc, ki so bile vedno velik zagovornik tega, ne fizično nasilje v odnosu, to je pa popolnoma nesprejemljivo. Preveč jih poznam, ki so bile deležne klofute, tega, da jih je partner odrinil, tega, da je bil mogoče celo bolj fizično nasilen, pa so kar najdle neko opravičilo, je bil pod stresom, je bil v stiski, ne zna drugače, se je opravičil, je rekel, da ne bo nikoli več. Veste, mi moramo vedeti, kje so meje, kajti če mi ne vemo, kje so naše meje, nas prav gotovo nihče drug ne bo upošteval. In tako kot 3 leta star otrok smo vsi mi včasih takšni. Saj, če smo iskreni, jaz tudi raje, ko nekaj na popustu kupim. Pa jaz grem tudi raje v krajšo vršo kot v daljšo. Vsi mi kdaj radi hvatamo krivine, ampak je velika razlika, ali govorimo o tem, da počakamo, da bodo določeni čevlji znižani, ali mi nižamo vrednost osebe, za katero trdimo, da jo imamo radi. Čutite razliko? Tisti čevlji, ki so kar naenkrat 40% znižani, ne pomeni, da se je njihova vrednost ali njihova kvaliteta znižala za 40%. Velika razlika pa je, kadar mi dovolimo osebam v odnosu, gdje z nami ravnajo tako, da nam venomer znova nižajo našo samopodobo, nas vse manj upoštevajo, se pravi, nižajo našo vrednost, vse nižje. Kaj mislite, da bo kdaj boljš? Zakaj bi pa bilo, če se jim ni treba potruditi, če se jim ni treba niti vesti tako, kot bi se pričakovalo, da se vedemo do nekega sočloveka. Veste, v letih 2022 sem slišala toliko nenavadnih zgodb v odnosih, razhodov, prevar, razočaranj, da sem bila včasih kar malo presenečena. Zato morda zdaj tako zelo
odločno o tem govorim, ker verjamem, da se marsikdo izmed nas sooča s podobnimi situacijami, ko je bila naša vrednost znižana. Glejte, vi ne smete biti na popustu. Vi nikoli v življenju ne smete biti na popustu. In nikoli si ne smete dovoliti, da vas drugi izbirajo. Vi niste na izbiro. Vi izbirate. In ko se boste vi dali v to energijo, jaz izbiram ljudi v svojem življenju, če ne dosegajo določenega normativa, jih pač ne bo v mojem življenju. Bo tudi ta strah, da vas bo nekdo zapustil, spustil. In še zadnja direktna, upam. Lejte, nekdo, ki mu ni mar, kako ravna z vami, po vsej verjetnosti ste osebi tudi ni zelo mar, ali vsaj ni na prvih 10 mestih njegove ali njene prioritete, ali vas ima v življenju. Kajti z osebami, katere imamo radi, osebe, katere se mi bojimo izgubiti, tretiramo zelo drugače kot tiste osebe, ki jih imamo nekako za drugorazredne, tretjerazredne, za rezervo, za včasih, za sem pa kaj. In obstajajo tudi ljudje, vse več se govori o motnjah narcizma, vse več se govori o čustvenih vampirjih, o manipulatorjih, ki pač tako funkcionirajo. In poglejte, če je nekdo slep, ne morete pričakovati, da bo vas pa videl. Če je nekdo gluh, ne morete pričakovati, da če boste vi pa še bolj prijazni, da vas bo slišal. Podobno je pa tu. Če oseba tako funkcionira in ne vidi problema v svojem ravnanju, ne morete pričakovati, da če boste vi pa še bolj prijazni, še bolj potrpežljivi, še večkrat ponovili, kaj se oni narobe naredijo, da se bodo spremenili. Včasih je treba sebi naliti tistega čistega vina, katerega mi želimo naliti drugi osebi. In tukaj, dragi moji, sploh ne gre za to, kdo ima prav, pa kdo ne. Kajti vi imate zase prav, druga oseba ima pa zase prav. In mogoče bo ta druga oseba najdla nekoga, ki uživa v drami, ki uživa v manipulaciji in bo živela s to osebo srečno do konca dni in si bodo metali kozarce v glavo in tako naprej, da malo pretiravam. Če pa vi sebe ne najdete v tem opisu, vam pa zagotavljam, zagotavljam vam, da v življenju slej ka prej bo poučil tudi ta film. In pred leti mi je dalo misliti, pogovarjala sem se s prijateljico, ki je ujela svojega partnerja pri tem, da jo varal z mnogo mlajšo in ona je to osebo tudi poznala, sta si bili nekako v nekih kolegica v odnosih. In sta se potem enkrat za nazaj pogovarjali o njuni izkušnji z isto osebo v istem časovnem obdobju. Se pravi, zdaj ne moramo reči, da je z eno bil v odnosu, ki je bil 20 let star, pa z drugo, ki je bil 40, pa recimo, da je vmes dozorel. Se pravi, v istem časovnem okvirju. Z mojo kolegico, ki moram reči, da ima standarde postavljene zelo visoko, je bil vedno spoštljiv. Nikoli se ga ni napil, nikoli ni bil žaljiv, vedno jo je posprejel, vedno je vrat odprl in tako naprej. Vedno je bilo njegovo obnašanje na nekem nivoju. S to ta druga, ki pa je bila tudi mlajša, je ravnal zelo drugače. Jo je sabo peljal na žurke, se ga je temno mrtvo napil, ga je ona domov vzela, je bruhal v avtu in tako naprej. Do nje se je obnašal zelo drugače. Tako da, dragi moji, a veste, mi smo tisti, ki moramo postaviti svoje meje in na našo energijo se osebe odzivajo. In še enkrat bom ponovila, pripraviti je potrebno na to, da če smo v odnosu, kjer so naše meje redno kršene, da prvi odziv seveda ne bo cel navdušen. Kaj pa zdaj? Prehitite to, predvidevajte, da bo na drugi strani odziv jezen, da bo na drugi strani mogoče tudi izguba te osebe. Prehitite to in s tem odvzemite moč. Se pravi, tudi če imate nekoga še najraje na svetu, prvi korak je, da sprejmemo dejstvo, da ta oseba vas očitno nima dovolj rada, da bi ji bilo mu mar, kako se vi počutite. To zdaj ne pomeni, da boste vi isto rekli, boli me k in ampak odvzemite moč tej osebi. Vaša sreča ni odvisna od nikogar drugega razen od vas. Od nikogar drugega. Ste lahko s Franclom, ste lahko z Jožico, to ne pomeni, da vas bosta Francel ali Jožica osrečila. To ne pomeni, da če imate točno to službo, boste pa srečni. To ne pomeni, da če boste živeli točno v tem kraju, boste pa super. Kje pa? Ko boste vi izpolnjeni, ko boste imeli okoli sebe ljudi, ki bodo vam podobni, ki vas bodo spoštovali, ljudje, ki vas bodo cenili, občudovali in podpirali, takrat boste srečni. Dokler pa se manj mariniramo v podobnih odnosih,
ne postavljamo meje, se pravi sebe ne izločimo iz teh odnosov, pa ne moramo pričakovati, da se bo naše življenje spremenilo. Kar lahko v obstoječem odnosu pomeni tudi, da v redu, v tej točki pogovora si ratov žaljiv, si se začel dreti, si začel metati stvari po tleh, whatever. Od tukaj naprej je fair reči, da ta pogovor več ne bo konstruktiven, se pravi, da se raje slišiva jutri. Kar pomeni, bom pa rekla po drugi strani, moški so tisti, ki običajno se zatečejo k temu, da so ratajo žaljivi, da mogoče ratajo zelo agresivni v svoji komunikaciji, da obračajo stvari tako, kot smo mi krivi, kar znamo tudi ženske. Kar znamo tudi ženske, ko imamo potrebo po tem, da nekaj ponovimo milijonkrat. In s tem potem mogoče nekomu drugemu na drugi strani, kjer imamo svet občutek, da nismo slišali, in če bomo zdaj nekaj povedali 100-krat, bo pa mogoče nekam prišlo. Pa običajno dosežemo kontraefekt. Običajno dosežemo obratno, običajno dosežemo, da druga oseba potem šele popeni. Saj sem ti že 100-krat povedal, zakaj ti moram ponavljati. To si že 100-krat povedala, zakaj zdaj še enkrat. Mogoče to ni konstruktivno, mogoče je potrebno znati prepoznati v danem odnosu tudi točko, od katere tam naprej pogovor več ni konstruktivno in ga znati prekiniti in se domeniti, poglej, v torek ob 5 se bova naprej pogovorila. Tudi to je zelo pomembno v odnosih. Sploh, kadar govorimo o odnosih dveh oseb, ki si v čustvovanju in v komuniciranju niso kompatibilne. In vi veste, da jaz nikoli v oddajah ne delam reklame za moje svetovanje, ampak tukaj bom naredila izjemo. Analiza odnosa lahko zelo pomaga. Jaz iz številk lahko zelo dobro vidim, kako vi komunicirate, kako komunicira partner in kje najti srednjo pot. Kako si pomagati v tistih točkah, ko resnično smo že vsi tako znervirani, da je težko umiriti žogco, kako v tistem trenutku enemu in drugemu stvari predočiti oziroma povedati in kako prekiniti. Se pravi, to nikoli ni odveč. Poiskati pomoč, iti k terapevtu, najti nekoga, ki razume plat ene osebe in druge osebe. Torej, zdaj pa, dajmo še teh 6 korakov, ki verjamem, da jih pa že poznamo. Prvi korak je, da znamo definirati našo mejo. Prvi korak je, da mi točno vemo, kaj je pa res ja, pa kaj ni ja, pa kaj ni mogoče, pa kaj sem pa ke. Se pravi, mejo moramo mi znati definirati. Se pravi, če se vrnemo prejšnjemu primeru, zame je popolnoma nesprejemljivo, da nekdo vedno znova zamuja več kot 5 minut. Jaz ne rečem, se zgodi, je promet, se nekomu podre urnik, se zgodi. Če imate na drugi strani osebo, ki vedno zamuja, osebo, ki je vedno žaljiva v komunikaciji, ki je vedno nasilna v komunikaciji in tako naprej, se pravi, kje je vaša točno določena meja, pika, konec, zacementirajte jo. To je prvi korak. Drugi korak je, najprej jo postavite sebi. Torej, tudi vi ne zamuja, tudi vi ne postati žaljivi, se pravi, ne se spustiti na ta nivo, proti katerim se v bistvu nekako postavljate. Se pravi, to mejo najprej postaviti sebi, na energijskem nivoju. Lejte, sem zdaj oblečena v zeleno, recimo, da je zelena moja meja. Če sem jaz v zeleni, pomeni, da stojim v tem, kar govorim. Ne zamujam, nisem žaljiva, trudim se biti nehisterična, sem v zeleni. Potem tudi energija iz mene, ki izhaja, je točno takšna. Ne pa, da recimo sem jaz žaljiva, pa drugim govorim, ti pa se z mano že ne boš pogovarjal, ti pa mene že ne boš žalil, ti pa meni ne smeš zamuditi, jaz pa te lahko. Velikokrat te osebe, katerim je najtežje postaviti mejo, so osebe, ki imajo dvojna merila. Torej, definirati, postaviti sebi. Tretji korak, resno jemati. Če vi ne mislite resno, vas prav gotovo nihče drug ne bo jemal resno. Če pogledate 3 leta starega otroka, ki pritiska na vse naše gumbe, knofe, meje, vse in ima še vso energijo tega sveta in vso domišljijo tega sveta in absolutno premalo čustvene zrelosti, da bi razumel, kaj počne. Kdaj otrok da mir? Ko res mi mislimo resno. Zdaj pa tako, ne takrat, ko mi popenimo, ne takrat, ko smo že penasti, to je strah. To je strah, da se nam bo nekaj zelo slabega zgodilo in takrat običajno otroci tudi nekako upoštevajo našo mejo. Otrok bo najbolj upošteval našo mejo takrat, ko jo mi resno mislimo in jo mirno predamo. Torej, za vajo, karkoli vi želite skomunicirati in želite, da vas resno vzamejo, vadite, kot da bi to povedali 3 leta staremu otroku, 15 let staremu najstniku in bulju. Se pravi, kratki stavki, mirna energija, otroček, ki je znerviran, ki se vam meče po tleh pri blagajni, kaj mislite, na kaj bo najbolje odreagiral? Na vaš mir ali na vašo histerijo, ki bo še spotencirala njegovo histerijo? Se pravi,
Definirati, postaviti sebi, resno misliti. Zavedati se, da je postavljanje meja lahko čustveno naporno in boleče. In zavedati se, da če je ne postavimo, da dolgoročno je to še huje. Se pravi, če govorimo o nekem zelo preprostem primeru, da nekdo venomer zamuja, saj lahko se pa tudi mi odločimo, da bomo zamujali, no big deal. Če pa govorimo o nekomu, ki je nasilen, a veste, začne se z eno klofuto. Sej velika večina žensk, ki konča na urgenci, ker jih partnerji pretepajo, to običajno ni prvo dejanje. Te rdeče zastave in opozorila se pojavijo že prej. Žalitve, izrazito agresivna energija, klofuta, odriv in tako naprej. Loputanje z vrati. Ne rečem, da vsak, ki loputne z vrati, je zdaj nasilen, ne me preveč dobesedno in vse splošno jemati. Ampak dolgotrajno vztrajanje v odnosih, kjer ne postavljate meje, kjer se vi počutite neslišane, neupoštevane, nespoštovane, nevredne, vam zagotavlja, pa tudi če gre samo za zamujanje, tudi če gre za neko banalno, majhno, drobno stvar, dolgoročno boli bolj kot to, da presekate in poiščete osebe, ki so do vas drugačne. Brez da bi bilo potrebno to mejo venomer znova postavljati. Torej, definirati, postaviti sebi, resno misliti, se soočiti z dejstvom, da je lahko čustveno naporne in boleče. Ko smo vse to naredili, definirajmo tisto, kar želimo povedati v kratkih stavkih. Se pravi, prosim, ne zamujaj, je prošnja. Da ne bi še enkrat zamudil, je zahteva. Boš ti že videl, kaj se bo zgodilo, če bo še enkrat zamudil ali pa zamudila, je grožnja. Nič od tega ni primerno postavljanje meje. Sem oseba, za katero je nesprejemljivo zamujanje. Kar pomeni, da izhajate iz sebe, kar pomeni, da definirate svoj odnos do zamujanja, ne druge osebe. In če se odpre debata, boste lepo povedali, če se bo zamujanje nadaljevalo, ne pričakuj, da bom čakal oziroma čakala. 5 minut pa nasvidenje. Niti ne akademskih 15. Se pravi, tudi ne boste potem nazaj prišli, tudi ne boste potem rekli, ja, sorry, no se jutri vidimo, ampak ne. Se pravi, če sem vi in jaz zmenjeni, jaz vedno zamujam, 3krat smo že odprli to temo, ne glede na moj odziv, sem jaz rekla, obljubam, da ne bom več zamudila, ali bom rekla, ja, mater vola, no teh 15 minut mi zdaj tle težiš, no kaj si zoprna, se zdaj mi je pa žal, da sem sploh prišla. Ne glede na moj odziv, se morate vi zmeniti sami s seboj, kaj boste v tem primeru naredili. Se pravi, naslednjič, ko me ne bo, počakate 5 minut, ostanete in greste. To ne pomeni, da se morate javiti na telefon, ko vas bom poklicala, to ne pomeni, da se morate zdaj vi, sem rekla, da ne bom, pa sej veš, pa sej joj, pa sem jim model, pa sem imela on, pa tret, pa četrt. Ne. Vi ostajate v svojem bistvu, povedala sem, zamudila si, Lili, naredila sem točno to, kar sem povedala, da bom naredila in moje energije temu več ne dajem. Vidite razliko? Prišla sem, zamujaš 5 minut, pobrala sem stvari in sem šla. In zdaj se ne obadam s tem, Lilija, si ti jezna, si užaljena, se boš še kdaj dobila z mano, ker več kot očitno se, Lili, ti ne ukvarjaš s temi vprašanji. Ker če je nekomu tako zelo vseeno, ali vas bo še kdaj videl, ali vam zruši urnik za cel dan in tako naprej, da zamuja vedno znova, kje je tukaj balans? Nekaj v razmislek. Seveda pa to, kar govorimo, za konec bomo podarili še nekaj najbolj pomembnega, vedno povemo odločno, spoštljivo in nepopustljivo. Odločno, spoštljivo in nepopustljivo. Nič ne naredimo, če tudi mi pademo v neko histerijo, v neko jezo, v neko, bom rekla, na robu joka zahtevo. Ne rečem, da nismo kdaj v takem čustvenem primežu, da ne zmoremo drugače. Ampak načeloma, če imamo mi meje jasno postavljene, če točno vemo, kje so, če smo jih definirali, če smo jih postavili sebi, če smo jih nekako oblikovali smo te kratke stavke, povedi, sprejeli to, da po vsej verjetnosti odziv bo najbolj lepa. Torej, če smo vse to naredili, potem moramo biti zmožni to povedati odločno, spoštljivo in nepopustljivo. Kot smo rekli na začetku, da je to ni nekaj, kar je stvar debate. To je moja meja. Če jaz cenim svoj čas, potem bom tako ravnala. Če ga ne cenim, pa ga tudi okolica ne bo.
In če pogledamo, gledajte, banka se zapre ob 6 na svidenje, pošta se zapre ob 6 na svidenje in tako naprej. A ne? Zakaj ne bi podobno vi svojega časa cenili? Kako smo slabe volje, če čakamo pred banko, pa zamuja minutko po naši uri nekdo. Ali pa pred trgovino, ko se nam mudi v službo in hočemo kupiti še en rogljiček. Podobno dragocen je vaš čas in nič ne naredite s tem, da ste jezni, nič ne naredite s tem, da izsiljujete, da manipulirate, da kaznujete. S tem padete na isto nezrel nivo. Postavitev mej ni kaznovanje, ni zdaj bom jaz te pokazala, pa bom jaz isto naredil ali pa še slabše, zdaj, ko si ti mene pohodil, bom jaz tebe 4-krat. Ne, to ni zrelo. To absolutno ni zrelo. Zrelo je, da se osredotočimo na sebe, zrelo je, da ravnamo tako, kot mi želimo, da drugi ravnajo, kar pomeni, da tudi če smo mi tisti, ki prehajamo meje, kako bomo lažje morda to upoštevali. Če imamo na drugi strani nekoga, ki se venomer dere na nas, ki nam venomer nekaj z žaljivkami, zahtevami, grožnjami govori, bo tudi nam mogoče težje to mejo upoštevati, kot če nekdo na drugi strani reče, poslušaj, tole mi ni bilo všeč, tole se pač meni ne zdi sprejemljivo, zame res tole ni okej. A ni bolje, če ponudimo neko roko v dvogovor in pa seveda smo potem pozorni, ali se obnašanje dejansko spremeni ali ne. In ob koncu bom še enkrat ponovila, ne glede na to, ali govorimo o 3 leta starem otroku, 15 let starem najstniku, našemu šefu, naši tašči, našemu partnerju, naši najboljši prijateljici, sodelavcu, prodajalki v trgovini. Nikomur nikakor se ne opravičujte, kje so vaše meje, ampak jih primerno postavite. Tako da jaz upam, da vsaj nekaj od tega, kar smo danes povedali, vam bo prišlo prav pri tem, da se lažje postavite zase in da se morda počutite manj krive. Ker jaz velikokrat od vas slišim, saj je sicer ful dober človek, sam to recimo je slabo, saj ona je drugače ful v redu, pa nočem reči, da je zdaj zlobna in tako naprej. Tukaj ne gre za to, da obsojamo osebo. Kaj je kvalitetna vzgoja? Da otroku na primeren način povemo, da določene obnašanje ni okej, ne da otrok ni okej. In še nekaj bom povedala. A veste, se to ni nič tazga pa gor pa dol, ne? Spomnite se primer kozarca. Če vi kozarc treščite ob steno in ga razbijete, je razbit. Vi lahko temu kozarcu rečete, kozarce nisem hotela, sorry, slabe volje sem bila, slab dan sem imela, slab life imam, ne vem kaj še vse, moji starši so krivi, moji vzorci so krivi, jaz ne znam, bla, 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 vse to, kar doskrat slišimo od oseb, ki ne želijo prevzeti odgovornosti. A pa potem ta kozarc, ker rekel, pa nič hudega in se bo iz črepin nazaj sestavil v isti kozarec, kot je bil prej. Ne bo. In dejstvo, da vi potrebujete postaviti mejo in sebe morda zaščititi, pomeni, da ste vi kot kozarec bili razbiti in ne obratno. Torej, ne pustite se prepričati, da ste zdaj vi tisti, ki razbija odnos, da ste zdaj vi tisti, ki komplicira, da ste zdaj vi tisti, ki je preobčutljiv. Morda je pa druga oseba premalo občutljiva, premalo investirala v odnos, premalo zrela. Ljudje si nismo enaki, naše meje so postavljene različne, imamo zelo različne potrebe, včasih celo nasprotujoče si. Torej, vi ste vaša odgovornost, druga oseba je svoja odgovornost, se pravi, namesto da ponavljamo drugi osebi, kaj vse dela narobe, pa kako bi to delala boljše, pa pošiljamo neke članke, pa objave v socialnih omrežjih, posvetimo ta čas, energijo, ljubezen, pravzaprav, sebi. Takole, dragi moji, jaz vam želim čim več situacij, v katerih vam ne bo potrebno postaviti meje, predvsem pa vam želim, da bi imeli sami sebe v vsakem trenutku, v vsakem odnosu dovolj radi, da jo boste postavili.